Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Spremenimo strategijo. Štajerski bik alias Zdravko Počivalšek ima očitno dovolj. Predlaga spremembo vladne strategije v boju proti koronavirusni bolezni 19. Ja, včasih je pač treba bika zgrabiti za roge, kakor pravimo na Štajerskem. Vi pa gledate 41. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali COVID in evropske poslanke. Kaj med epidemijo počnejo slovenske evroposlanke? Koronavirusna bolezen 19 vpliva na vse, tudi na Evropski parlament. Ali naše poslanke v tem času trpijo ali uživajo, nam bosta povedala naša stalna komentatorja. Dr. Boštjan Marko Turk in Marko Pavlišič. Dobrodošla. Boštjan, Marko, koliko recimo vidva pogrešata novice iz Evropskega parlamenta v tem času? Ja, jaz jih ne pogrešam veliko, oziroma vse te novice iz Evropskega parlamenta so slabe. Evropski parlament se je v tem letu 2020 izkazal kot izrazito nekompetenten, kar se tiče dveh temeljnih vprašanj Evrope. Ena je pač Brexit, ki ga še zdaj niso izpeljali in da je do njega sploh prišlo. Do njega je prišlo pa zaradi pač poseganja zaradi pretirane tendence Bruslja v poseganje v suverenost nacionalnih držav, ki se vlečejo od Maastrichta 92 naprej. In drugo je pač popolna odpoved Evrope pri spopadu z korona boleznijo. Popolna, na vseh segmentih, torej tako da to, znotraj tega slovenske poslanke so pa take, samo ena, ki govori recimo nek realni jezik, ki ga jaz prepoznavam kot vrednega, bi rekel, intelektualno in ki zastopa teme, ki so pertinentne. Druge so pa, produkt znotraj partijske negativne selekcije. Mi je zelo žal. Marko, si ti kaj bolj prizanesljiv ali si enako oster kot Boštjan? Niti ne opazim prav velike razlike med tem, kar je bilo pred korona časom, pa kaj je zdaj. Bruselj je v bistvu relativno daleč od Slovenije, tam se nekako sprejemajo neke odločitve, ki vplivajo vsekakor na vse nas, ampak dejansko pa ne vem, če mi to dejansko čutimo, neposreden vpliv tega. Zdaj, če pogledamo recimo par teh naših evroposlank, tistih najbolj prepoznavnih, če začnemo pri Romani Tomc, verjetno si imel njo, Boštjan, v mislih, ki si rekel, da sem ena je vredna podpore. Romana Tomc je zdaj par dni nazaj je dobila neko nagrado, ne vem, če to veste, ampak dobila je nagrado za najboljšo poslanko na področju sociale, če poenostavim. Zdaj, a sta vidva, tukaj imamo, jaz priznam, sem zvedel za to njeno nagrado iz njenega tvita, se pravi, ko je ona to objavila v tvitu. A sta vidva vedela recimo za to njeno nagrado? Jaz mislim, da sem celo slišal nekaj o tem, ampak prav velike pozornosti temu nisem dal. Moral bi v bistvu pogledati, po katerih kriterijih je prišlo do tega. So to kaj med sabo glasovali ali kako je bilo to izbrano? Ali so novinarji izbirali? To je Among Peers, pa zahvalila se je za podporo tudi komisarju, tako da očitno so jo te, s katerimi dela, prepoznali kot pač najboljšo na tem področju. Me pa bo neko ta ocena sploh ne čudi, ker gospa Tomc je bila tudi v slovenskem parlamentu, bo rekel, zelo fajn gospa. Moja izkušnja z njo, čeprav je bila ona takrat v opoziciji, jaz sem bil v koaliciji, ampak moja izkušnja z njo je bila zelo, bo rekel, pozitivna. Ja, Boštjan, če te prav razumem, tudi ti imaš z Romano Tomc pozitivne izkušnje, čeprav bolj nadaljavo. Ja, seveda. Ne, mislim, torej, to ni zdaj politično govorenje, to je govorenje v smislu nekih zelo bistvenih reči. Torej, to, da je Romana Tomc dobila nagrado, je meni najprej oziroma prej neko negativno znamenje, zato ker vsi ljudje, ki jih jaz imam za svoje avtoritete, ni nihče od njih dobil nagrade. Sokrates je ni dobil, Jezus Kristus je ni dobil, Prešeren je ni dobil, Baudelaire je ni dobil, Racine je ni dobil, Molière je ni dobil, celo pokopali so ga v neposvečeni zemlji in tako naprej. Nagrada je v mojih očeh nekaj, kar je lahko zelo sumljivo, sploh v času hiperinflacije nagrad. S tem, da Tomčeva mora tudi se zavedati, da njena nagrada ni tega kalibra, kot je bila lansko leto, je Peterle Alojz dobil nagrado za evropskega
homeopata leta, če me spomin ne vara. Tako da to je vse zelo, ali pa za čebelčarja, no? Nekaj tam je bilo, ali homeopatija ali čebelce. V glavnem, to je, Katera nagrada je zdaj pomembnejša? Ta, ki je dobila Romana Tomc ali tista od Lojzeta Peterleta? Če se hecam, ne vem. Torej, če bi imeli nagrado za čebelčarja leta ali pa za homeopata leta, pa evropski poslanci, recimo v preteklem letu, bi 19, pač bi Peterle bil izredno resen nasprotnik. Največjih favoritov. Najboljših favoritov. Hočem reči, meni Romana Tomc imponira zato, ker govori, pač tudi zaradi njene biografije, ki je izredno solidna. Drugič govori jezik, s katerim se jaz identificiram, in govori jezik za razliko od Joveve, Novakove, Fajonove, ki teži k temu, da ljudem nekaj pove, kakšne stvari resnično so. Vse ostale, začenši z Jovevo, Joveva je itak že profesionalno deformirana, ker je pač morala na televiziji govoriti to, kar so ji drugi položili v usta, in ne moreš pričakovati od Romane Joveve karkoli. Novakova, Ljudmila, jaz imam do nje pač izredno strog pogled, zato ker poznam razmere. Ampak se oprosti, Boštjan, bomo šli po vrsti. Se pravi, Romana Tomc, zakaj po vajenem mnenju praktično nismo opazili te njene nagrade? Zakaj recimo mediji niso tega povzeli, zakaj se niso pohvalili s tem, zakaj niso povabili na kakšen pogovor, karkoli? Skratka, zakaj zvemo recimo za naše evroposlance tudi takrat, ko bi bilo prav, da zvemo v bistvu iz njihovih Twitter sporočil, ne pa druge? To si zdaj odprl precej, širše vprašanje. Zakaj mediji poročajo tako, kot poročajo? Verjetno poročajo zato, ker imajo takšno agendo. Pa kakšna je ta agenda? Se pravi, kaj ignoriramo evroposlance? Levi mediji poročajo z levo agendo, desni mediji pa z desno agendo. Zdaj je pa jasno, ker jih je v Sloveniji precej več, in zato bi rekel, da se o tem ne poroča. Res pa je, da jaz ne vem, kakšna nagrada je bila to, a je dejansko sploh vredna omembe. Jaz lahko še enkrat poudarim, da gospa Tomc si verjetno zasluži kako nagrado za svoje delo, ker kolikor sem jaz seznanjen s tem, kar je počela, si pač zasluži. A si ti zasledil v tem, kar pravi, v teh, katerim pravi Marko, desni mediji, Boštjan, da bi kaj na veliko poročali v tej nagradi? Do mojih ušes je to prišlo tako kot do vajenih, preko Twitterja. Nisem pa posvečal nobene pozornosti, sem povedal, zakaj. Je pa to res, seveda Romana Tomc izhaja iz neke vrednostne orientacije, ki ima politično zastopstvo v stranki SDS, ki je seveda nasprotna vrednostni orientaciji, to je vrednostna orientacija. To, kar imajo večinski mediji, je pač orientacija brez vrednosti, je pač prilagodljiva. Tako kot tudi meni je predvsem všeč, da ona v Evropi konsistentno zagovarja to vrednostno orientacijo, kar je še posebej dragoceno v času danes, ko se pač zgubljajo vse vrednote, oziroma ko ta Bruselj dobesedno z svojimi notranjimi agendami pospešuje razkroj elementarnih vrednot civilizacije, pa ne samo civilizacije, ampak identitete homo sapiens sapiensa. Ja, nisem pa zasledil, mogoče sta vidva, da bi kateri od njenih poslanskih kolegov iz Slovenije čestital za to nagrado, niti od njenih strankarskih kolega v Evropskem parlamentu. A mislite, da je kaj veliko favšije med evroposlanci na tem področju, ali da tam bolj zgledno sodelujejo med sabo, kot recimo poslanci v slovenskem parlamentu? Ne vem, po pravici povedano, favšija je v Sloveniji že pregovorno prisotna, tako da me to ne bi čudilo, ampak kakšne imajo pa oni med sabo osebna razmerja, pa si ne bi uposoditi, nisem bil zraven. Je pa iz parih nastopov, ki jih imajo skupaj, recimo, ko nastopajo vseeno občasno, skupaj vseeno razpoznati neko napetost med njimi, ki vlada. Bolj kot neko, bolj rekel, kolegijalno prijateljstvo. Ja, pa seveda se tudi glasujejo različno. Jaz se Romane Tomc spominjam, da ona vedno glasuje drugače kot Ljudmila Novak. Ljudmila Novak pa večinoma glasuje tako, kot glasuje Tanja Fajon. Kar je nenavadno, ker sta Ljudmila Novak in Romana Tomc članice ljudske stranke. Kar je izredno nenavadno je naslednje. To sem jaz napisal tebi nekoč, ampak zdaj povzamem. Nenavadno je to, da imata Ljudmila Novak in Tanja Fajon skupno agendo. Torej, oni dve se ne razlikujeta med seboj pri pogledu na migracije. Ljudmila Novak je
to ne mi zameriti, mislim, da je bilo 15. aprila 2016, ko je tisto veliko zborovanje na Trgu Republike, jasno govorila, da je treba, da čaka v Afriki, jaz mislim, da je rekla 80 do 400 milijonov ljudi, ki jih je treba spraviti v Evropo, ne, na kar je bilo seveda huronsko vpitje in negodovanje med množico, ampak to je njena agenda. Potem njena agenda, kar se tiče tako imenovanega odnosa do Bruslja, do Višegrajske skupine, je popolnoma identična agendi Tanje Fajon. Njena agenda, kar se tiče tako imenovane LGTB, oprostite, I in Q, a ne, kot se zdaj ta grozota imenuje, je identična. Ne. Zdaj se potem jaz ne najdem, bi rekel, tistega, kar bi Ljudmilo Novak bistveno razločevalo od Tanje Fajon. Jaz v tem trenutku tega ne vidim. Če kdaj zaide, torej gospa Novakova v cerkev, to zaide zato, da jo pač kamere posnamejo in da potem ima to za njen poslanski kruh. Tako da jaz tukaj, torej to je na nek način tudi v kontradikciji tako s Peterletom, kot z stranko Nova Slovenija, ki diha na drug način. Zdaj, Marko, menili smo že Ljudmilo Novak pa Tanjo Fajon. Tanja Fajon je tvitnila zdaj pred kratkim, da jo v Bruslju imenujejo Miss Schengen. Ne? Zdaj, kaj si ti predstavljaš pod tem Miss Schengen? Jaz si lahko predstavljam, kaj si ona želi predstavljati, da bi si mi predstavljali. Ne? No, kaj recimo želi, da si predstavljam? Verjetno, da si želimo, da je najlepša, bo rekel, na tem področju. Ne? Ali pa da je morda najlepša poslanka, ki si zavzema za odpravo Schengena. Ne? Zdaj, ne vem, je pa moja, bo rekel, čisto osebna izkušnja, pa ne z njo, ampak z njenim imenom bolj. Enkrat sem bil v Albaniji na dopustu, ne, in je dala besedo z enim Albancem in sem omenil, da sem iz Slovenije in edino, ki se je spomnil, on je bila Tanja Fajon, ne, in v bistvu je bil toliko navdušen nad njo, da je kar veliko, bo rekel, pijače plačal, veliko preveč sem popil na njen račun, bom rekel takrat, ne. Tako da očitno je pustila tudi zunaj Schengena svoj pečat, no. V redu, bomo si tle vzeli... Lahko še jaz en komentar. Ja, lahko, Boštjan, ampak sam trenutek. Dajmo si vzeti nekaj časa, da pomisliva, koliko je bilo te preveliko pijače, pa se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj med korono oziroma epidemijo počnejo evroposlanke v Bruslju. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Boštjan Turk in Marko Pavlišič. Pogovarjamo pa se o tem, kaj počnejo slovenske evroposlanke v času epidemije. Boštjan, Marko je končal, preden smo šli na oglase, pri Miss Schengena Tanji Fajon. A se tebi zdi, da ona Miss za Schengen ali je bolj Miss proti Schengenu? Ona mene spominja, če sem zelo iskren, na tisto Prešernovo čudovito prepesnitev Leonore in na njeno tematiko, ko pride smrt po nevesto. V tem smislu, da... Čak, zdaj moraš pa to kaj razložiti, Mark. Kdo je zdaj tu smrt, pa kdo je nevesta? Ne, preprosto to, da je Schengen mrtev. Schengen je pač mrtev. Migranti lahko pač prehajajo iz skrajnega juga Evrope preko 4 do 5 šengenskih meja tja v osrčje Bavarske. In to ne prihajajo po 10, ne po 100, prihajajo po tisoče, po 100 tisoče in v milijonih. In pač ta Schengen ne deluje. In to je grotesko se zauzemati za Schengen, ali za, ne vem, ona se najverjetneje zauzema za njeno ukinitev, ampak tudi tu je Hasek podoben, ker Schengen je tako rekoč že ukinjena. A je bila potem vizionarka Tanja Fajon, ko je se pač zauzemala, se še zauzema in je tudi uspešna bila pri tem, kar je prej Marko posredno omenil, da je ukinila šengenske vize za pač Zahodni Balkan plus Albanijo minus zaenkrat Kosovo. A je bila vizionarka pri tem Tanja Fajon? Mislim, je pa to zadnja beseda, ki bi jo povezoval s Tanjo Fajon, je bila ona vizionarka, ona je pač politični aparatčik,
ki si je naredil, pač, ki zna jezik vrteti, in to se je naučil na račun vseh davkoplačevalcev na RTV SLO, ne, to je to. Zdaj tu iskati karkoli zadaj ni ničesar, ne, ampak seveda moramo pa pri tem opozarjati na to, da smrt Schengena, čemu smo dejansko od leta 2015 naprej priča, je hudo resna zadeva. Jaz nimam nič proti temu, da Albanci brez vizumov prehajajo z potnimi listi v Evropo. Saj so del Evrope, se Albanija, če bi imela nekoliko manj korupcije, bi lahko kandidirala celo za članstvo v Evropski uniji, ne, seveda imam pa proti temu in Albanci so tudi kompatibilni z pač temeljnim, bi rekel, duhom v Evropi, za mentaliteto. Medtem, ko neki Afganistanci, Afričani, ne vem, pa niso prvič niti kompatibilni sami med sabo. Ne? Islam pozna sunite in šite. Ne? In ogromno atentatov, za katere mi sploh ne vemo, ki se vsak dan dogajajo, samo razstreljevanje in to so pač verski obračuni znotraj islama. Ne? Potem seveda ti ljudje iz Afganistana imajo pač neko a priorno nezaupanje do ljudi, ki prihajajo iz subsaharske Afrike in tako naprej. Vse skupaj je pa popolnoma nezdružljivo z mentaliteto evropskega prostora. Vi samo pogledajte to, dan sem prav v Figaroju, da Francija da milijardo evrov samo za zdravstveno oskrbo samo tistih migrantov, ki so prišli iz Afrike ali pa iz Afganistana, Irana in tako, ki niso uradno registrirani kot migranti, se pravi so brez statusa. Teh je pa približno 100.000. Se to vsaka država, ne, in se to vsaka država kolabira. Milijardo evrov. Ja. To je uraden podatek. Tako da to, kar dela Tanja Fajon, ona je pač nek postrešček te bruselske birokracije, ki si je zamislila nek najbolj nemogoč eksperiment, ki se seveda ne bo izšel, kot se noben eksperiment z človekom in z družbo do zdaj še ni šel, ne samo upravljanje, bratstvo, edinstvo in tako naprej, ne? Ampak ker to večinski mediji podpirajo, ker to podpirajo pač vsi, se to dogaja, ampak to je konc Evrope in v tem projektu sodeluje Tanja Fajon, meni lahko plačate 100.000 evrov na dan, pa ne bom naredil drugega kot temu, pač vso svojo državljansko močjo, zavestjo in silo, ki jo imam, nasprotoval. Ja. Marko, včeraj je Bernard Bršič rekel v naši oddaji, da to, kar počne Tanja Fajon, je poimenoval fajonizem. Je že Fajonova na tem nivoju, da bi lahko govorili o fajonizmu, ko gledamo njeno delo europoslanke? Precej časa je že europoslanka, ne? To je zdaj že njen 3. mandat. Ja, jaz sem malo se pripravil na to oddajo, pa sem šel malo pogledati na njeno spletno stran, kjer ona tudi piše o tem, kaj dela kot europoslanka in tam ima prav en razdelek, moje delo v Evropskem parlamentu in ta razdelek je prazen. Ne? Tako da, na njeni spletni strani, hočeš reči. Tako, na njeni spletni strani, tako da ne vem točno, s katerim svojim delom si je nekako ta izraz zaslužila, ker po tem razdelkom je pa drug razdelek in sicer plača in ostali ugodnosti europoslanke, tam pa je kar popisala, bo neko verjetno korektno, ne, koliko je plača, koliko so razni dodatki, dnevnice in te zadeve. Ne. In koliko to znese, koliko si na računu? Nisem šel računati. Nisi šel računati. Ja, zapomnil sem si 2 cifri, 6.000 bruto plače, pa 300 evrov na dan dnevnice. Evo. Yeah. To sem si zapomnil, ampak verjetno je še kaj zraven tega, pa nisem šel brskati potem. No, tako da, zdaj, a si ona že zasluži fajonizem ali ne, ne vem točno, kaj bi tukaj na to rekel. No. A je prednost po vajenem mnenju Fajonove, da je zdaj tudi predsednica Socialnih demokratov, ali je to minus za njo? Jaz bi rekel, da to predvsem pomeni, da očitno ima kot europoslanka dovolj časa, da lahko vodi doma še stranko. Ne? Zdaj na začetku je začela precej z velikim zanosom, zdaj zadnje čase je pa čedalje manj videti, ne vem, verjetno se je malo naveličila in mislim, da bo vse skupaj lažje tukaj. No? Ne, meni je Tanja Fajon torej eno najbolj negativnih političnih biti, kar sem jih spoznal. Predvsem pri njej njen temeljni motiv je neka grozljiva, brezskrupulozna ambicioznost, ki je to kot neke vrste refleksna dejavnost, ki jo žene k temu, da pograbi vsako funkcijo, ki pride mimo. Ne. Tega sem pa seveda po svoje kot človek prepričan demokrat iskreno vesel.
ona je garancija, da bo Združena lista oziroma SD, to, kar imajo, ostala tam, kjer je, če ne bo celo nazadovala. Zakaj so šli Židana zrušiti, jaz tega ne razumem. Ta človek je konec koncev dva relativno dobra rezultata sam naredil. Predvsem pa leta 2014 omogočil Levici s tem, ko je pač pobral glasove Ljudske stranke, da je dobila dvotretjinsko večino. Tega ne razumem. Ampak kot demokrat to pozdravljam, ker te stranke so po sami biti na nek način vse na nek način izrojene, oziroma to je Tanja Fajon je primer tega. Plus, kar je pri njej nesrečno, je to, da je ona zanikanje Petrovega načela, po katerem pač na določena mesta napredujejo sposobni ljudje. Jaz nje razen vrtet en niz enih besed, ki jih potem kombinira v stavke, ki so vsi enaki, vedno, vselej, vsi enaki, izrečeni zjutraj, izrečeni ob večerni zari, ob jutranji zori, izrečeni ob visokem soncu, opoldneva, izrečeni popoldan, izrečeni zvečer, izrečeni po noči, vsi enaki, ne hočem karikiram, ampak ker je to grozljivo in to ljudi, jaz vam povem, ljudje so siti v Evropi in v Sloveniji praznega besedičenja. Ljudje potrebujejo politike, jaz to vidim za Francijo, politika, ki bo rekel, mi gremo sem, do tja bomo prišli tako in naredil bom to. Ja, ampak očitno se večina s tem ne strinja, ker je bila pač izvoljena z kar velik direktnimi glasovi. Ona je bila izvoljena z strankarskim aparatom, jaz to pač zato, ker je vsi mediji forsirajo, ker se ljudje, ki se pač ne ukvarjajo s politiko, z premislekom o politiki, kar je pač velika hiba slovenskega človeka, pustijo zanest medijem, pa pravijo se, ta je pa v redu. Tako da, mislim, za stranko je to jaz upam staviti karkoli, to ne bo končalo dobro. Bomo videli, kako se bo končalo za stranko, ampak če gremo naprej, predlagam. Ljudmila Novak, nekaj smo v njej, si ti že govoril, Boštjan, v prvem delu oddaje Ljudmila Novak, omenja se kot možna kandidatka za predsednico države. V zadnjem času je za opaziti, kar si tudi že ti, Boštjan, omenil, nek resen odmik od njenih mogoče prejšnjih političnih stališč in pa od političnih stališč, ki jih zastopa pač njena stranka, ki je zdaj tudi vladna stranka Nova Slovenija v Sloveniji. Kako vidva gledate na to? Ja, jaz bom rekel tako, na gospod Novakovo jaz gledam kar pozitivno, ne nazadnje s tem, ko je ona prepustila mesto predsednice Nove Slovenije, je nekako omogočila to, da se je formirala takšna vlada, kot se je zdaj formirala, ker verjetno, če je bila ona predsednica, do tega ne bi prišlo in potem vprašanje, kako bi se mi spopadali za trenutno ampak za nagrado je pa dobila pač mandat europoslanke, se pravi, je bilo daj. Tako. Ja. In mislim, da na tem mestu je dobro, da je boljše, da je tam, kot bi bila recimo v Sloveniji. Jaz tudi mislim, da tam manj škode naredi ali tam več koristnega naredi. O tem lahko debatiramo, ampak jaz mislim, da tudi ona na mestu predsednice države ne bi bila ravno bo rekel, zelo napačna oseba, daleč od tega, da bi si jaz želel, da je ona tam. Ampak če že moram gledati, da bi rajš videl, ne vem, gospod Turk, ko je bil prej predsednik Danilo Turk, ali pa ona, izberem njo. Če bi moral izbirati gospoda Marjana Šarca, pa gospod Ljudmila Novak, tudi izberem njo. In tako dalje. Tako da iz tega vidika se mi ne zdi, da bi bila neka huda napaka. Pač zaenkrat se mi zdi pa, da je čist fajn, da je tam, kjer je. Ja. Boštjan, konkretno me zanima, pri Ljudmili Novak. Zdaj, tisti tweet, ki smo ga prej pokazali na ekranu, ona retvita, recimo, malo nekih originalnih svojih tweetov, retvita pa redno Donalda Tuska, predsednika Evropske ljudske stranke. In tle je recimo retvitala, kaj mora še narediti Fides, zato da boste vsi videli, da pač Fidesz, se pravi madžarska vladajoča stranka Viktorja Orbana, ne paše v njihovo evropsko družino Evropske ljudske stranke. Torej, to je angleščina, ampak Tusk je poznan po tem, da to je angleščina, ki je tule vprašljiva, vse v tem po Fidesz naprej, ampak pustimo to. Torej, pa ja, Ljudmila Novak pa Tusk je pač velik izdajalec lastnega naroda, on pač vedno je Poljak in vedno deluje v nasprotju z interesi poljskega naroda oziroma večinskega poljskega volilnega telesa, ampak ni ne prvi, ne zadnji v zgodovini, ki nekaj takega počne. Kar je zastrašujoče je to, da je to postala sprejemljiva praksa,
Podpredsednica Vera Joureva, Evropske komisije zadolžena za vrednote in transparentnost, je znana potem, da je pobrala v svoj žep 2 milijona kron in potem sedela en mesec. Ursula von der Leyen je znana potem, da so jo ugotovili, da je 43,5 njene doktorske dizertacije popoln plagiat, to dokazali z programom Gutenberg, ki so ga razvili prav za tega ministra nemškega, ne, tako da je to so pač nemški mediji pisali, ne, in da taki ljudje potem postajajo, bi rekel, vrh Evrope, to pač samo pomeni inverzijo in to samo pomeni, da bo to kolabiralo, da se bo to pač sesedlo kot v Jugoslaviji. Jaz sem pisal večkrat, Jugoslavija je propadla v 2 letih, samo v 2 letih. In Jugoslavija je razvijala v zadnjem času svojega obstoja popolnoma identične mehanizme, kot jih razvija danes Bruselj. Več Jugoslavije, danes več Evrope. A ne? In vse to so bili. Tako da jaz tukaj mislim, da je Ljudmila Novak del tega političnega razreda, ki se bo moral, če bo hotela Evropa preživeti, na tak ali drugačen način, kot pač celina, ki bo konkurenčna ostalim centrom moči v svetu, da se bo moral ta pač političen razred posloviti in bo morali prijeti bolj odgovorni ljudje z nekimi biografijami. Konec koncev, Ljudmila Novak nima nobene biografije. Ona je bila v Zavodu za invalidsko mladino v Kamniku, učila slovenščino, ampak paste samo polovičen delovni čas. Ja. Ne? Potem je bila županja Moravč in če lahko nekaj prispevam iz svojih izkušenj, kar mogoče ni znano, ne, Peterle se je vedno bal ljudi, ki bi ga ogrožali. To je bila njegova temeljna, bi rekel, retorika in temeljna dialektika politična. V njegovi stranki je zato dopuščal samo absolutno, bi rekel, intelektualno in sicer nezahtevne ljudi. In Ljudmilo Novak je on pripeljal, ker je bil prepričan, da ga intelektualno in sicer retorično ne more ogrožati. In ga ni, ampak ga je pa prevrnila. Ne? No, mislim, jaz to vem iz Nove Slovenije, da je bil pač dogovor, da se ona umakne Toninu, da dobi prvo mesto na evropski listici. Tega ni vedel, je pa pač njegov problem. Aljoš, če dovoliš, vse dovolimo pri nas. Ta tweet, ki si ga prej ki je bil prej na televiziji, ne, je lep izkaz neke brezjajčne politike. Ne. Tukaj se Donald Tusk nima kaj spraševati, kaj more Fides, da bo ugotovil, da ne. Ja, vršte ga ven, na. Ja. A veš, zberite se skupaj. Pa ni šlo, ne. Mislim, zberite se skupaj, zberite se Ljudmila, Donald skupaj, pa ga vršte Orbana ven, če vam kaj ne paše. Ne, ne pa da tukaj, da se sprašuješ, kdaj boš ugotovil, da zdaj pa ne pašeš k nam. Ja, veš kako, jaz to razumem tako kot reakcije navijačev recimo na tekmi. Veš, kaj en grob prekršek, pa vsi roke dvigujejo, pa vpijejo, kaj še rabiš sodnik, da ga izključiš. Ja. Ampak gledajte, kdo je zdaj ta sodnik? Ne? Fides zagovarja iste stvari, ki jih je zagovarjala Evropska ljudska stranka še 20 let nazaj. Ne? In to je prav neverjetno. Poslušajte, v politiki ne moreš dajmo tega vršiti ven, tega dajmo nabiti, ga bomo nabunkali, tega bomo lustrirali, ali pa če se sprašuješ, kdaj bo sam lopov ugotovil, da je lopov, recimo. To ni politični jezik in Bruselj sploh nima, politika je konec koncev diplomacija, ne, ti stvari urediš v zakulisju, a ne, potem pa nastopaš enotno, ne pa tukaj, da z največjimi grožnjami operiraš proti ljudem, ki ti zagotavljajo tvoji poslanski skupini EPP-ju konec koncev nek kvorum ali pa neke glasove, s tem pa moč in vpliv. Tega svet ni videl, se to nihče tako ne dela. Ne. In tega ni bilo. Tega v Evropski uniji 15 let, ko je bila velika združitev oba krila Evrope, vzhod in zahod, je bila logika popolnoma drugačna. Ja, drugi časi so zdaj. Ampak Marko, če smo prej govorili, ne, da Romana Tomc težko pride v medije, pri Ljudmili Novak nimamo tega občutka. Ja, je pač bolj prijazna do te strani medijev, ne, ki jo potem z veseljem vabijo, da pač pove mnenje kao še desnice in s tem na nek način probajo pokazati, da so uravnoteženi, čeprav bo rekel gospod Novakovo, te uravnoteženosti mediji definitivno ne. Kaj misliš, da je bilo prej? Kaj misliš, da je bilo prej, Marko? Da je najprej ona postala uravnotežena v narekovajih, ali so jo najprej začeli mediji vabiti, pa je potem postala uravnotežena? Smo že velikokrat ugotavljali tudi v te oddaji, da se slovenska politika v veliki meri vrti okoli Janeza Janše. In se mi zdi, da je tudi tukaj pri
gospe Novakovi točno ta primer, da gre za neko recimo zamero do gospoda Janše in se na osnovi tega je pač ona tudi profilirala in tudi nastopa in zaradi takšnega mnenja, kot ga ima, je potem pač vabljena v ustrezne medije, da to večkrat jasno pove. Ne? In bo rekel, za Slovenijo je zelo, zelo škodljivo, da se politika profilira okoli Janeza Janše. Ne? Mislim, da imamo precej pomembnejša vprašanja, ki se jim bi morali posvetiti in da tukaj ni prav zelo pomembno, kaj si Janez Janša misli o tej temi, ne? Ampak kaj si vsi ostali recimo mislimo o tej temi. Ne? A tudi zdaj, ko je predsednik vlade, ali to bolj kot takrat, ko ni? Tudi zdaj mislim, da je precej bolj, da se ukvarjamo s tem, a je nek ukrep proti koroni dober ali pa slab, kakšni so njegovi učinki, ne pa da se ukvarjamo s tem, a ga je, bo rekel, Janez podprl, a ga ni Janez podprl. Ne? A je Janez podprl nošna maska, ali ne, je čisto irelevantno. Važno je, a ta zadeva pomaga, koliko zmanjša verjetnost prenosa okužbe in podobne zadeve. Ne? Ok, razumem, ja. Zdaj, če gremo še do zadnje članice naše štiriperesne deteljice evroposlanki Slovenije, daleč najmlajše, Irene Joveve, ne? Kar veliko presenečenje je bilo, se boste spomnila, ko je pač Marjan Šarec izbral, da bo nosilka liste Marjana Šarca na evropskih volitvah, bila je izvoljena, ne samo ona, še ta drugega na listi je potegnila za sabo v Evropski parlament. Tisto, kar je mene pri njej recimo čudi, no, pa bi rad slišal vajen komentar, je to, da ona v glavnem tvita v angleščini, pa v glavnem tvita o Makedoniji. Ne? Tudi zdaj sem izbral en tweet, kjer pač nek članek o Makedoniji angleški pač retvita in komentira zraven. Zdaj vemo, ne, da je pač po poreklu so starši iz Makedonije, s tem ni nič narobe, ampak vseeno me zanima, kaj po vajinem mnenju ona sporoča zdaj svojim slovenskim volivcem s tem komuniciranjem ali pa s takim komuniciranjem. Ja, jaz mislim, da naš Marjan Šarec je genijalen v tem, da vsaka poteza, ki jo potegne, je bila neumna. To je neka tako bi rekel, neka dihotomija. Ne? In tudi Irena Joveva, seveda za evropsko poslanko je pač to. Ne? Zdaj on je pač v bistvu v Makedoniji omogočil enega dodatnega evroposlanca. Zdaj, še nekaj bi pa... Ne? Oziroma, ne vem, če še imajo kakšnega, ki še niso člani. Ne? Ja, poslanko. Ja, dodatnega, no, pa imajo pa prvega, ne, kot se reče. Pa je pa še to povedal, ampak to resno rečem. Ne. Torej, to insistiranje na tem, da vlada je odgovorna za epidemijo, se zdi meni nevzdržno. Vlada lahko reče nekaj, ampak to je pri človeku, da se sam odloča. Če smem eno primero uporabiti, pa ne kot komično. Ne. Torej, korona, to je tako kot kontracepcija. Zakaj? Zato, ker pri kontracepciji je človek sam, s svojo odgovornostjo, samim seboj in z odgovornostjo za drugega. Nobena vlada, noben Janez Janša, noben Šarec, nihče ne more te odgovornosti prevzeti in jo uresničiti namesto njega. Nemogoče. Hočeš povedati, da vlada ne širi virusa, ampak virus širimo ljudje, ne? Ja, ne, sem jaz že parafraziral zadnjič, kar delja. Dolgo tukaj, boljše primere kot kontracepcija, nisem našel. Stranka, nihče, ne. Moraš sam poskrbeti za to. Ampak če se vrnemo, Boštjan, na Ireno Jovevo, ne, se pravi, ona, kakor jo jaz vidim, pač ima to neko agendo, želi, da bi se Makedonija čim prej pridružila Evropski uniji. Misliš, da je to zato, ker je pač zaradi svojega porekla, ali resno verjame, da bi ta vključitev Makedonije v EU lahko koristila Sloveniji, konec koncev tudi pomagala njej, če bo še enkrat kandidirala do ponovne izvolitve? Kaj, v Makedoniji ali kaj? Ja, ne vem, kje, pač vprašam. Ne, jaz mislim, torej jaz nočem biti zdaj verjetno ne bi nečesa počela, kar bi mislila, da izmanjšuje volilne možnosti v Sloveniji. Ali pač. Lejte, ena bistvena ovira, zakaj Makedonija in Albanija niso pritegnjene v hitrejši tempo pridruževanja, je korupcija. Ne? Te države so temeljno povezane s korupcijo. Taki so očitki iz Bruslja. Ne? Zdaj pa povešte to s tem, a ne, zakaj Irena Joveva tako, bi rekel, navdušena in tako promovira, ne vem, mogoče je to njena nacionalnost, mogoče pa kaj drugega. Ja, verjetno ji srce bije tudi za Makedonijo. Ne? No, vse, okay, ampak... Nič narobe v tem. Bi pa morda tukaj dal še eno zanimivost še z njene spletne strani, ki jo ima tudi. Ne? Okay. In sicer tam je blog zapis ene pripravnice v Evropskem parlamentu, ki je bila dejansko pri njej pripravnica in ta je lepo napisala,
da v 2 mesecih ali 3 mesecih, mislim, da 2 mesecih pripravništva, ne, da je pač žal še ni uspela osebno spoznati. Veš, to kot tem, recimo, kaj to pomeni. To so objavili na spletni strani Irene Jourove. Tako, točno. Se pravi, europoslanci je tukaj zaposlen, da tudi svojih pripravnikov ne spozna, ali kako? Ja, ali pa ne vem, zdaj so morda bolj doma, pa manj v Bruslu, ne, pa se pač ne uspejo spoznati. Ne. Mogoče prek Zooma nešteje, da ni bilo osebnega stika. Ja. To pomeni dvoje, da Irena Joveva sploh ne jemlje resno svojega poklica in da ta poklic ji omogoča, da ga ne jemlje resno. To pomeni dvoje. Ja, Sej to me zanima. Ne? Zdaj pač, koliko imamo, manj kot 10 evroposlancev iz Slovenije, v ne vem koliko, 700 pa še koliko članskem Evropskem parlamentu, nekako se verjetno zgubijo te slovenski evroposlanci, ne? Mislim, delo poslancev je vedno težko ocenjevati, ne? Ker zelo malo realnega dela se nekako vidi. Ne? Res pa je, da poslanska funkcija omogoča marsikomu, da čisto lagodno prevedri teh par let, ko je poslanec, določeni pa dejansko tam pustijo krat 2 let svojega življenja. Tako da to delo je v bistvu zelo, zelo težko ocenjevati. Glede na velikost Slovenije, njen pomen v evropskem prostoru, ne, bi jaz rekel, da so verjetno slovenski poslanci in poslanke precej bolj v tej drugi skupini, se pravi, kjer se ni jim potrebno prav zelo pretegniti za to, da preživijo, ne, vsa čast izjemam. No. Ja. Boštjan, kaj ti meniš o tem? Ja, mislim, vsako delo je pač, torej razen kirurga, mislim, se mora maksimalno. Drugače pa delo lahko upravljaš tako, ali pa ga upravljaš lahko drugače. Jaz se nekje tukaj strinjam, ampak tudi, recimo jaz, če bi bil evroposlanca, bi to dojel seveda kot neke vrste izgubljanje časa, ampak kljub temu, če bi to bil prisiljen, bi poskušal pač maksimalno narediti za svojo državo. Mislim, jaz sem v drugem poklicu in na kraj pameti mi ne pade, da bi ga menil, ker sem v njem srečen in zadovoljen. Ampak če pa bi bil, bi pa poskušal maksimalno narediti za svojo državo. Pri teh poslancih pa tega občutka nimam, razen če grem nazaj za Tomčevo, ampak v tem smislu, da Tomčeva dela za identiteto širše skupine, ki ta država pripada, se pravi za identiteto Srednje Evrope. To pa zaznavam in to pri njej cenim. In tega ne zaznavam pri drugih poslankah. In kakšno recimo politično prihodnost vidva napovedujete tem 4 evroposlankam? Pričakujete, da bodo še kandidirale, da bodo še enkrat izvoljene? Jaz mislim, da gospa Tomčeva ima vse šanse, da je še enkrat izvoljena. Gospa Fajonova bo verjetno probala se zavihteti na kjero drugo mesto v Sloveniji. Potem pa vprašanje, če pa si bo želela biti še naprej evroposlanka, bo to lahko bila. Ostale 2 pa mislim, da ne bosta več videli naslednjega mandata. Boštjan, se ti strinjaš? Jaz bi rekel zelo podobno s tem, da kakor Tanjo Fajon poznam, bo poskušala na vsak način še enkrat biti evroposlanka, kar bo tudi, jaz mislim, da uspelo. Za Ireno Jovovo Grošlja pa ne mislim tega, zato ker tudi vprašanje, kaj bo sploh s temi strankami, če bo sploh na prihodnjih evropskih volitvah še obstajale. Za Ljudmilo Novak pa enostavno ne vidim razloga, zakaj bi vodstvo Nove Slovenije njeno držo, ki je v bistvu v mnogočem diametralno nasprotna drži sedanje stranke podpiralo. Ne vidim razloga. Prav, bomo videli, koliko smo bili babe Vange, koliko smo pa zgrešili. Za danes pa dr. Boštjan, Marko Turk, Marko Polišič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil evroposlanski, že 498. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kam bo šlo slovensko državno zdravstvo po epidemiji. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.